Zdaj bomo šli počasi do La Paza, tisti La Paz bo kdaj drugič šla gledat. Zdaj greva po eno pač spet mesto, ki je na precejšnji višini in se imenuje Potosi. Ja. Ta Potosi je pa rudnik pravzaprav. In v začetku, ko je bilo srebro še zelo drago, je bil to predvsem rudnik srebra. Zdaj je pa cena srebra padla, kar meni ni čisto jasno, moram ti reči, ker pred par leti, ko je bila kriza s tem zlatom in je zlato izredno se povišala cena, srebro tudi, bova potem nadaljevala to debato, zdaj greva raje v rudnik. No, takole smo se zdaj cela skupina lepo oblekli v rudarska oblačila, na glavo so nam nataknili tiste čelade in smo bili potem zelo hvaležni, da imamo tiste čelade na glavi, pa karbidovke. Namreč tisti rovi so tako nizki, da smo se pač stalno sklanjali, kada si nekako v predklonu. Poglej, tole bo zate. Tole je koka. To je kokini listi. No in te kokine liste, pač par stvari je treba kupiti, takrat, če si dobra duša, ne, treba je kupiti palice dinamita, treba je kupiti kokine liste, pa potem še tisti tako zvani štapin, bom ti takoj povedal. To je tisto, ti si imel, da še bil v vojski, ali ne, nisi bil, ne? No, če bi bil, bi vedel, da je to nekakšna vžigalna vrvica, bova kasneje videla, kako in kaj je s tem, ne? Ki jo natakneš na tisti vžigalno vrvico, je tako eksplozivno kapico. Potem je pa stvar taka, ne, da moraš diagonalno odrezati tisto plastično zadevšno, prijeti žigalco, tako da se tišči na tisti mehen delček smutnika, tam da se potem pa škatlico podrgneš. In mim grede ti lahko povem, ker nisi bil v vojski, si zamudil polaganje dinamita, kar je zelo pestra zadeva. Jaz sem to še delal v Beogradu, oziroma v Pančevu pravzaprav. No. In so nas, pač 4 luknje so izkopali v zemljo. Ne. Tja noter je bilo treba vršiti potem tisto palico dinamita, ko si jo zrihtal. Ne. Tam je stal kapetan in rekel, eno šibico imaš v ustih, drugo imaš v roki. Ta štapin, se pravi tisto vžigalno vrvico, moraš vtakniti v palico dinamita, drugi del boš s temle nožem, ki ga imaš, odrezal diagonalno, prijel, tako kot sem ti rekel, podrgnil, ko se bo vžgalo, boš vrgel v lukno. Ko boste zadnji to naredil, boste dobili voljno, takrat lahko laufate ven. Prej pa ne, traja pa 40 sekund, zdaj pa ti bo ratalo, ali ti ne bo. No in zdaj meni v skreči prvem takoj uspelo, vržem noter in čakam. Oni pa, en mu je propadla tisto vžigalca, oziroma dol mu je padla, no pa je bil preveč živčen, da bi jo šel iskat, pa je vzel drugo, tisto je pa nekako polomil, tisto glavco rdečo, tako da mu ni uspelo. In kapetan je bil tam živčen, pa rekel, zginite. In ko je ta zadnji prelaufal ven iz grmov, je že bum, je že vrglo prvo, enih 20 metrov v zrak vrže zemljo iz tistega ven, ker pestra zadeva. No, zdaj bomo malo kasneje videla, bomo to izvedli še tam v Potosiju, samo ti do konca povem. Se pravi, tiste liste koke se žveči, zato da imaš več energije. Ne? Če pa samo tiste liste žvečiš, tako pecel primaš, potrgaš na tista dva zelena dela, pecel ti pa ostane. Je treba, da te sploh malo prime, je treba zraven žvečiti lehijo. Kaj pa je to? Lehija je pa taka črna zadevšna, kot en plastelin zgleda, ki je pravzaprav krompirjev pepel. Sežgejo krompir in ga potem malo premešajo z vodo in z tega rata en tak plastelin. Ti ga zraven žvečeš in deluje kot nekakšen katalizator potem, da te koka sploh prime, drugače ne. In tam imaš sorte, imaš pivo iz koke, recimo, mate de koka, je kokin čaj. Normalna stvar, v gostilni naročiš mate de koka in pač koliko je ti tukaj šipkov čaj, pač tam kokin čaj. Ni kakšna prepovedana zadeva. Zakaj pa pri nam pol to prepovedano? Ja, potem pa oni to zdaj bo kdaj drugič videla, kako to nalagajo potem na avtobuse, pa transportirajo do Kolumbije, tam to predelujejo v razne kokaine in podobne substance. Tisto je potem prepovedano. Ampak koka sama kot taka pa ne. No, lega, zdaj tale naš možakar bo pravkar to naredil. Zdaj, prej enkrat je to isto naredil, je postavil pač na ten tak, to je zdaj ta štapin, se pravi ta vžigalna vrvica, ki je pravzaprav v plastiki, noter na sredini je pa je smodnik. In to bo zdaj on vtaknil v eno palico tega pač dinamita, ki smo ga predtem kupili. Kupili smo pa vsak zase, zato da bomo potem lahko podarili tistim rudarjem, ki so notri. Ker tisti so pač skrajno revni ljudje, ki komaj živijo. In so zelo veseli, če jim kaj tazga podariš. No, tale zdaj, to je naš vodič, ki zna tudi nekaj angleško. Čakaj, zakaj pa on prožgal, pa že laufu z njo?
Ne, on ni še prižgal, ti se je samo kadilo nekaj. Zdaj je prižgal, da je pa nazaj laufa. No, zdaj je spet 40 sekund časa, mi pa tukaj čakamo. Jaz sem pa zdaj moja, vidiš, zdaj se je streslo. In tam je zdaj dim. Njih sem snemal pa zaradi tega, ker smo prej enkrat bili spet z enimi drugimi, z enimi Angleži, ne vem kaj. In sta dva po tleh padla, takrat, ko je eksplodiralo. Da sem pa upal, da bojo tele moji tudi, pa niso, so bili kar hrabri, ker sem jih že malo pripravil na to. Enemu je takrat tista čelada odletela, drugi je pa prav na tla padel, takrat, ko je eksplodiralo. Tale gospa Bogareva.